Daj nam malo več povej o v bistvu temu tvojemu podjetju Fin4Green, pa potem se bo dotaknila tudi aplikacije NoPrints. To je bilo pa tako, v bistvu, po rečemo referendu, jaz sem še nekaj časa delal kot direktor v zavarovalnici, prvi osebni zavarovalnici, ampak takrat sem rekel, jaz grem res pač na svoje, in ko sem šel na svoje, sem se bolj ukvarjal s svetovanjem in vse, in sva takrat pa veliko, bi rekel, se tudi pogovarjala z Borisom, ki je pa tudi delal včasih na prvi, on je bil pa za IT. In skozi je že, bi rekel, na začetku motil malo ta industrija za zavarovanje. Se nam je zdelo, da je vsem preveč toliko nekaj odmaknjeno od ljudi, kako to narediti bolj prijazno ljudi, in pa da bodo malo bolj razumeli. Pa tako. In je bila že tu neka ta ideja, bi rekel, malo bolj digitalizirati vse skupaj. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljen, Simon Kolenc. Živijo, Mark. Zdaj, preden greva pogledati v tvojo izjemno, bom rekel, karierno pot, v tvoje izjemne dogodivščine, bi te jaz rad našim poslušalcem malo predstavil. Se pravi, ti si finančnik, si revizor, si predavatelj, svetovalec, pa absolutno tudi zelo uspešen podjetnik. V študentskih časih si delal kot predavatelj na raznih računalniških tečajih, ukvarjal si se tudi z borzo, tako tega se bo tudi dotaknila. Po diplomi na ekonomski fakulteti si pričel s kariero v mednarodni družbi EY kot revizor in svetovalec. Kot strokovnjak na področju slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov z licencama združenj ACCA in CFA si sodeloval z raznimi nadzornimi in strokovnimi organi pri pripravi raznih pravil in zakonov. V gospodarstvu si nadaljeval kot direktor financ v prvi osebni zavarovalnici in nato začel v bistvu svojo samostojno svetovalno in pa predavateljsko pot. Pa bil si v raznih, da ne bomo bili, bom rekel, tako skromni, v raznih nadzornih svetih kot član, kot zunanjih strokovnih svetih, član revizijskih komisijskih družb in tako naprej. Zdaj, zadnje nekaj let oziroma nekaj časa se pa zelo ukvarja z digitalizacijo računov na prodajnih mestih. Tako da si soustanovitelj in pa direktor družbe Fin4Green, ki je razvila aplikacijo NoPrints, katere se bova tudi zelo dobro dotaknila, za prejem digitalnih računov na prodajnih mestih, se pravi na posih. Hkrati se pa lahko v njej nahaja tudi garancije. Tako da, preden greva na v bistvu tvojo pot, na tvoje izkušnje, bi jaz ponovadi rad začel s takim vprašanjem, da če bi šla midva nekaj časa nazaj in bi bila sošolca v gimnaziji, a si bil že takrat tak inovator pa podjetnik, pa si hotel v bistvu razvijati pa... Zanimivo. Zdaj, mogoče niti ne toliko, malo sem se, bi rekel, mogoče branil nekega vodenja ali kakorkoli, bi rekel, malo bolj v ozadju, ampak je pa vsem se že takrat zgodilo, da sem bil, mislim, da tudi predsednik razreda pa tako naprej, da sem odločil. Tako da, mislim, bil sem zmeraj dosti tak pozitiven, pa rečemo odprt, pa različne ljudi sprejemaš, kakršni so, pa probaš iz njih čim več dobiti in tako. Tako da mislim, da je bilo že malo vse nakazovalno, kljub temu, da sem se mogoče branil neke, bi rekel, vodstvene funkcije dobiti, ampak sem bil zelo tak, bi rekel, prijazen do vseh, tako bi lahko rekel. A pa ti je že takrat, glede na to, da si bil v Ernst & Youngu, da si bil v raznih, bom rekel, nadzornih svetih, v raznih revizijskih, finančnih funkcijah, ti je bila takrat pol matematika zelo všeč? Si bil že takrat zelo dober matematik? To pa ja. Matematika mi je bila ena, bi rekel, najbolj tako, matematika, statistika, verjetnost račun in tako naprej, to mi je bilo tako dosti logično vse skupaj. Tako da to sem prav, bi rekel, da najraje predmet. Super, top. Zdaj, glede na to, da imaš ti različne klobuke, od tega, da si finančnik, revizor, predavatelj, podjetnik, pa tudi svetovalec, me zanima, pomeni, da moraš imeti kar naporen urnik, kar predvsem moraš biti organiziran, pa me zanima, daj nam malo opiši, imaš ti kakšen skrivni recept, kako se organiziraš, a se v nedeljo pripraviš za naslednji dan, a imaš kakšno posebno rutino, ki jo začenjaš ponedeljke, torke? Mislim tako, načeloma kar delam to-doje, konstantno, tako imam na različne sisteme, koledar,
koledar je itak zdaj, ki je na telefonu, to ni noben problem. Tako da sprot gledaš za cel teden naprej približno kaj pričakovati, tako da imaš malo že v glavi, ne. Pa pač greš nekih po prioritetah, kaj ti zglavno prej, živo žabo čim prej poješ zjutraj, zrešiš se tega, ne. Pa pač ostale stvari. Tako da je neka taka rutina, tudi zjutraj probam malo, bi rekel, ko vstanem, malo meditacijo, tako da se malo umirim, pa pogledati, kaj približno je tisti dan, pa naslednji dan, vsaj tako za dan, dva naprej, tako da približno vidiš, da probaš kakšne stvari prej narediti, ne zadnjo minuto, ne, tako da prav zmer karkoli not pade, ne moreš pričakovati, ne. Dostikrat imaš planiran dan, pa pol ugotoviš, da boš čisto drugače, ker so neke druge prioritete not padle, tako da se pač prilagajaš. Pa si ti tudi ena izmed teh oseb, ki ima rajš, da so močnejši, daljši sestanki tako zgodaj zjutraj, ali si oseba, ki je rad dela pozno v noč? Včasih sem delal več, bi rekel pozno v noč, ampak ne, zdaj pa raj vidim, da če je nekaj sploh mogoče težje stvari čim prej, ne, ker si še dosti svež in tako naprej, se mi zdi, da pa daš česa, ne, pa pol ti tudi ostaneš nekaj časa, ker če ne, pozno v noč sem ugotovil, da prej slej rata, bi rekel, da za eno stvar rabiš 3 ure namesto eno, ne. Pa probaš kaj drugega raje takrat delati, ki mogoče ne zahteva toliko neke, mogoče tudi te priprave za drug dan, ne, mogoče tuduje, zvečer že malo pogledaš, kaj boš kaj, ne, kakorkoli neko stvar, tako bi rekel, bolj mehansko rešiš, ne. Se mi zdi, da mogoče že leta to prinesel, kaj, da imaš teh, to je enostavno odločitev. Daj mi razloži, ker imaš res zelo impresivno kariero, ti si bil v korpo svetu, potem si šel zdaj v bistvu v samostojne vode, kako si prišel do te odločitve, kaj je bil na tehtnici, da je prevladala? Zdaj tako, nekako že na fakulteti sem jaz začel že malo razmišljati, tako bi rekel, o svetovanju, no. Takrat sem imel profesor Mramor, on je bil en ta glavnih tudi, ki me je sploh dal, bi rekel, nekako smer, ne, sem rekel, finance in sem res ugotovil, tudi pa njemu, ko sem poslušal stvari in sem rekel, jaz to hočem delati, tudi diplomo sem šel v smer osebnih financ, ne, kaj sploh človek rabi skozi življenje, sem rekel, jaz bi to svetoval, tudi to sem delal pri njemu diplomo. In pa me on takrat zelo umiril, rekel, okej, si še malo mlad, ne, a ti bojo ljudje res zaupali, ne, da boš ti njim upravljal osebne finance. Kaj draj malo neko korporacijo, da malo vidiš, kako stvari delajo, ne. Tako da, in je bilo v bistvu, to sem gotovo dejansko bila ena super stvar, sploh mogoče revizija je taka, pač Ernst & Young je bila super, ekipa je super, hkrati, ko greš pa na teren, ne, vidiš, bi rekel, praktično od nadzornega sveta do tistega, ki dela na šalterju, celoten proces, kako stvari, kako rečemo, firme živijo, ne, in eno tako zelo širino dobiš, ne, tako da sem kar, bi rekel, nekako not padel, toliko sem padel v to delo, jaz sem tam delal 11-12 let, ne, da sem že čisto pozabil, bi rekel, ta kor, ne, ker sem rekel, da bom jaz šel na svoje, ne, tako da je malo trajalo, no, ampak sem pol točkal. Super. Daj nam malo več povej o v bistvu temu tvojemu podjetju Fin4Green, pa potem se bo dotaknila tudi aplikacije NoPrints. To je bilo pa tako, v bistvu, po rečemo referendu, jaz sem še nekaj časa delal kot direktor v zavarovalnici, prvi osebni zavarovalnici, ampak takrat sem rekel, jaz grem res pač na svoje in ko sem šel na svoje, no, sem se bolj ukvarjal s svetovanjem in vse in sva takrat pa veliko, bi rekel, se tudi pogovarjala z Borisom, ki je pa tudi delal včasih na prvi, ne, on je bil pa za IT. In skozi je že, bi rekel, na začetku motil malo ta industrija za zavarovanje. Se nam je zdelo, da je vsem preveč toliko nekaj odmaknjeno od ljudi, kako to narediti bolj prijazno ljudi in pa da bodo malo bolj razumeli pa tako. In je bila že tu neka ta ideja, ne, bi rekel, malo bolj digitalizirati vse skupaj, no. Pol je pa nekako prišlo do tega, ne, da je Boris enkrat točno rekel, a se spomniš te računi, zakaj to rabimo, 1 meter račun mi dajo v trgovini, ne, in pa ga itak zgodi. In so rekla, super, ne, se to, vedela sem pa že prej, ko smo malo to študirali, da v zakonu dejansko dovoljuje, ne, pač digitalne račune in so rekla, več, ne. Kaj ćemo narediti, greva lepo pač firmo, prvo ugotovila, a imava ekipo primerno, ne,
s kom bi želel delati, en in drug in tako naprej. Ne? In on je dal pač en pogoj, je rekel, da ima kolega, je rekel, jaz, če gre on zraven, pa greva v to, če ne, pač ne greva, ne? Ker to bo kar, je rekel, tehnološko kar zahtevno. No? Tako in pa so pač rekla, ok, in smo šla na to pot, tako bi rekel, z nekimi izkušnjami, pa so hkrati, mogoče, če zdaj gledam kakšne mlajše startupe, ne? Oni grejo v neki, ne da bi razmislili, pač grejo, ne. Mi da se pa res razmišljala, pa ima že toliko in toliko izkušenj, kaj na tem. Včasih se mi zdi, da tolikrat to malo zakompliciraš stvari, no. Tako. Super, in zdaj ena izmed aplikacij, ki ste jo razvili, je NoPrints. In zdaj, kakor sem jaz tudi zasledil, pa tudi probal malo testirati, je, če dava en plastičen primer, se pravi, jaz grem v Zaro ali pa kjerkoli trgovino, plačam račun in jaz potem želim ta račun v digitalni obliki in jaz dejansko z aplikacijo NoPrints, kjer dobim neko kodo, dam in oni poskenirajo kodo in jaz dejansko dobim ta digitalni račun v to aplikacijo, kjer je potem tudi shranjen in to je to. Tako da v bistvu zelo preprosto, zelo lep user experience. Ja, zdaj namen je, rečemo, da ne bo kdo narobe razumel, v Zari, no, ko si to ni na voljo direkt dobiti digitalni račun, ne. Zdaj približno enih 60 trgovcev, mislim, da že imamo. Namen pa je ta, ja, da se v bistvu niti ne pride do printanja. Zdaj, rešitev je tako, na različne načine se da pač identificirati, ne, kam bi jaz rad dobil račun, ne, in eno je, da pač v aplikaciji pokažem kodo, katero se skenira, je pač prilagojena, ne, tako da vsi te skenerji na blagajnah znajo prebrati, ne. Če blagajna to kopira, dojame, reče, aha, tole pa ni pač izdelek, ampak je NoPrints digitalni račun in na koncu se zaključi, namesto da pošlje na printer, pošlje lepo v cloud, ne, tako da imaš shranjeno, da ne skrbiš niti, bi rekel, lahko se logiraš iz različnih naprav, zmer priješ do istih računov, tako da ni nobena težava, ne. Hkrati se pa smo poskušali narediti tako, bi rekel, ta koda je vedno deluje, ne. Ali jaz plačam z denarjem, ali plačam s kartico, s čimerkoli, mogoče nekim bonom ali pa kakorkoli sploh ne plačam, ne, če imam neko akcijo. Zmer lahko dobim, ker pač to kodo bom zmeri pokazal, ne. Bi rekel, podobno je, kot da bi rekel, recimo, da mail, dam trgovcu mail, on mi pošlje na mail. S tem, da mi smo se izogibali maila ravno zato, ker smo delali analizo v Angliji, so se ljudje zelo pritoževali, da ne bi radi vsakemu trgovcu maila dajali in tako naprej, ne. Tako da tukaj so pa nekako skriti za to svojo kodo, ker dejansko nobeno nič ne pomeni. To je pač neka številka. Za tega uporabnika je pa to, bi rekel, njegov ID, da lahko pride do teh računov in da vejo, kje morajo biti. Tako. Ideja je bila pa še širša, ker tudi, ko sem šel to malo testirati v Ameriki, določene te sisteme, kako delajo, ne, je bila pa skozi ideja nekako, da povežemo to ali s paymentom, z lojalnostnimi karticami, ne, se pravi, če ima trgovsko kartico, se da povezati, ne, ker če boš šel k enemu trgovcu, boš ti tako uporabil lojalnost, ne, in je to lahko identifikator, ne, tako da pač dobiš račun. In pa payment, ne, payment je pa pač, ideja je bila tako, da jaz, ko pridem plačam, se niti ne ukvarjam s tem in jaz že imam račun, ne, še prednje plačilo sprovedeno, tako. Ta del je malo, bi rekel, težji, je to kar ena velika sfera, ampak delujemo že z Flickom, to je s temi takojšnjimi plačili, no. Pri določenih trgovcih, zdaj to malo dalj traja, koliko smo mi pričakovali, da bodo banke razširile, no, med trgovce. Se pa že dobi, enih 5-6 trgovcev vem, da to omogočajo, da ko plačaš s Flickom, dobiš lahko avtomatično digitalni račun. To je bila predvsem ideja, da čim bolj poenostavimo, pa da veš, da imaš na enem mestu, ko bom jaz hotel nekaj najti, ta za garancije ali da bi zamenjal izdelek, zmer vem, kam iskati, ne razmišljam, ali sem zdaj ta račun shranil, ali sem ga stran vrgel, ali ga imam mogoče v PDF-ju, kje, ali na mailu, ne. Tako da pač vem, najdel ga bomo NoPrints. Super. Zdaj to, kar si zdaj na koncu omenil, ta garancija, to se mi zdi blazno fantastično, ne. A ste tukaj potem razmišljali, da boste še kje razširili? Ker se pravi, danes je, kar povej, ja. Zdaj, zaenkrat je tako, ne, da kjerkoli račun dobiš, imaš možnost več garancij na njega dodati, ne, zdaj, če spet izdelkov kupil, lahko pet, si dodaš garancije in si tudi lahko vneseš noter, do kdaj velja, ne. In potem je tudi aplikacija,
če si nastaviš, da te opomni, te bo pač en mesec preden poteče garancija, boš dobil pač mail, glej, na tem izdelku ti poteče garancija, klikneš na link, se ti odpre račun, tako veš, aha, to je to, pomisliš, a še dela v redu. Meni se je že zgodilo, da sem toliko časa čakal, da na koncu sem gotov 3 mesece kasneje, da je potekla garancija 3 mesece nazaj, pa nisem šel izdelka menjati. Tako karkoli, pa na servis. Tako da to je to, pa hkrati pa tudi zdaj delamo recimo z zavarovalnico Triglav, da bi ponujali še zavarovanje. Se pravi, da tudi takoj, ko kupim nek izdelek, če je možno ga zavarovati, te lahko mi vprašamo, rečemo, glej, kupi si en telefon, ki to stane, to je taka cena, če hočeš za 2 leti imeti zavarovanje. In da ti enostavno samo klikneš, te vrže na Triglav stran, recimo v tem primeru, in skleneš zavarovanje in je to. In pol isto te lahko spomnim čez 2 leti, oziroma ko teče, a bi ti še to podaljšal zavarovanje, ali je okej. In hkrati veš, kje ga najde, veš, kje imaš račun, veš, kje imaš zavarovalno polico, vse imaš na skrajni. Pri garancijah, ki smo omenili, je bila pa ideja, je pa tudi odvisno od samih trgovcev. Hoteli smo, da se te garancije že kar avtomatično pošljajo noter. Zdaj zaenkrat jih sam dodaš, pri določenih trgovcih se pogovarjamo, da bi polno istočasno z računom kar že poslal garancijo. Tako da, ko bi ti odprl račun, bi tako videl, imam tudi dokument od garancije, datum, že vse mogoče. Super. Daj mi povej, zasledil sem tudi, da razmišljate še o večjih, še o drugih funkcionalnostih in da bi bila v bistvu to aplikacija, ki bi ponujala čisto vse na enem mestu. Kaj še kaj tazga, ki ste razmišljali, da bi potem zapakiralo to? Zdaj imava garancijo, imava račune, imava zavarovanje, kar je že zelo lep ekosistem. Kaj še kaj tazga? Zdaj, kot osnovo smo tako noter dali tudi tele kartice zvestobe, ki so povezane direkt z Moprins, se pravi, da imam noter nekako vse, kar je povezano s nakupi. Ideja pa je tudi, bi radi payment nekako pelali. Zdaj, ali je to zunanji payment ali notranji, tako da ker bi rad recimo naredil princip, da mi ne samo, da jaz na prodajnih mestih dobim digitalni račun, ampak da mi ga pa recimo Telekom pošlje že v app enkrat na mesec, dobim noter račun in mi tudi vpraša, ali bi ga rad plačal. In da jaz lahko enostavno, zdaj, ko se to, bi rekel, open banking dogaja, bi jaz lahko enostavno kliknil gumbek, danes plača ali pa 18, ali kakorkoli si nastavim, potrdim in tudi že vem, dobil sem noter račun in tudi plačal sem ga že. Tako se pravi, da nekako vse to rešim. In pa bi bil pa tudi mogoče neke vrste payment app, kakorkoli. Čeprav na payment področju smo mi bolj upali povezovanje, ker je tega kar nekaj, in ljudje so zdaj imajo že polno telefone, pa imaš kaj so valu, pa je pa taka kartica, polna kartica, je že kar veliko tega. Ampak vsaj za določen del bi se dal pa tu mogoče še malo poenostaviti. Recimo tudi eno tako zanimivo, imamo pa eno veliko partnersko firmo, ki pa dela digitalne tele menije. S tem, da je malo širš, ni samo menij, ki ga jaz pač skeniram na mizi, pa vidim, kaj bom naročil. Ampak nekako on bolj je šel v ta del, to je pa da skeniraš menij, da lahko tudi narediš naročilo, in tu se bomo mi zraven priključili, na koncu bo pač tudi plačilo in dobim račun. Se pravi, da tudi, ko bom prišel v nek lokal ali restavracijo, ki je težava s tem čakanjem, da bom lahko naročil in tudi plačil in dobil račun, brez da kličem pa prosim, če ravno takrat pa kelner nima časa, ker ima koliko ni za oddelati, meni se pa začne muditi. Tako da lahko narediš te res tak check-out in imaš še račun noter in vse je rešeno in greš. Ful dobro, top, super. Dejva se dotakniti, preden se je ta zgodba začela, ker si rekel, da sta s partnerjem nekako začela tudi sestavljati ekipo, pa me zanima, ko se lotiš take zadeve, ker si rekel, da sta šla zelo premišljeno, tudi zelo sta pogledala, kaj pa kako, kakšne funkcionalnosti. Kaj je bilo pomembno, ker sta sestavljala ekipo? Prvo je, da pogledaš pač ljudi za določeno področje, ki jih poznaš, pa ki jim zaupaš. To je bilo nekako glavno, pa da so, bi rekel tudi tako, nekako iščeš to, se pravi, da so ljudje neki entuzijasti, problem solverji, da jih ni strah pač neki novega, da so tako, bi rekel, pozitivni, tako bi rekel. To je to prvo, da tudi z njimi pač preveriš in že tudi določeni ljudje so se na začetku malo pridružili, pa so se pa umaknili, ampak vsaj da dajo svoj feedback, da vidijo, a je to stvar, se mi zdi v redu, kaj je treba paziti, da malo neke svoje
rekel, inpute nameče, no, se mi zdi, da je to pač glavno, vsaj ta core, ko začneš, no. Pa tudi sploh, ker to je pač firma v nastajanju, ne, tako da v bistvu kdorkoli pride je nekako glavni, vsaj za neko področje. Se pravi, mora biti, bi rekel, meni ključno je, da je nekako pozitiven, odprt, da razmišlja, ne, da ne čaka, da prije z nekimi idejami, tudi če so neumne ideje, kakorkoli, ne, saj, da jih rečemo, pa da ugotovimo, ali so neumne, ali so v redu, ne, se mogoče pa iz njih nekaj novega. Ja, tako je, ne, saj. Kdo kaj reče, pa rečeš, ne moreš tega, pa ok, samo mogoče bi se da tako, neka debata, tako, da je entuzijastično, ne znam drugače povedati. Super, kaj pa so v bistvu zdaj, se pravi, zdaj ste v Sloveniji, verjetno so cilji tudi bolj mednarodno, kakšna pa je v bistvu neka vizija, ki jo imata? Ja, zdaj, eno je bilo najbolj tako, bi rekel, domače je, da pokrivamo Balkan, ne, ker prvič je tudi zakonsko copy-paste vse, ne, dosti trgovcev se ponavlja, ne, so isti, dosti recimo, ne, blagajn ali pa paymentov, ki se je nekako podobno, ne. Pa bi rekel, tudi severno so gledala te države določene, ki imajo, rečemo, dosti pozitiven pristop do digitalizacije, ne, ker če gledamo, vsak tako reče, kaj je Nemčija, ampak ja vem, Nemčija je ena ki še največ gotovine uporabljajo, ne, v Evropi, recimo, ne, kar je tako presenetljivo. Zdaj, Skandinavci vemo, oni so tako digitalni in tam tudi imamo konkurenco. Drugače po Evropi pa ne. Tako da nekako ta del je bil, bi rekel, ta Balkan, recimo Avstrija, še Češka, Slovaška, ta del bi se nam zdel smiseln nekako pokrivati. Da bi cel svet pokril, je zelo težko, no. In se mi zdi, da bo prej slej prišlo do neke vrste, tako kot imamo pri paymentu, no. Ker se to medsebojno lahko podatki pošiljajo, ne, med različnimi regijami in tudi tukaj, ne, zdaj, na Evropi se že pojavlja neke vrste semantika za digitalne račune, tako kot je za e-račune, kot poznamo ta XML-slog, ne. Ja. Se tudi ta pojavlja, ne, ker so že Finci, mislim, da 3 leta nazaj, da v nek dokument so rekli, da bo prišlo do tega, da bo marsikje po državah se to pojavilo in je treba vzpostaviti sistem, da se bo med državami lahko pošiljalo. Tako da bi teoretično prišel nek Anglež z neko svojo aplikacijo Slovenijo, pa še vedno bi preko našega sistema dobil digitalni račun. To bo pa najbolj nekako rešitev. Super. Veš, kaj me zelo zanima? Glede na to, da si bil zelo uspešen v korpo svetu, pa zdaj ste poštartali svoj startup, pa me zanima, kaj pa opaziš, da je glavna razlika, zdaj, ko ste zaposlovali ljudi, pa širili ekipo, a je vprašanje v tej sigurnosti, je to tako močen faktor ali ne? Moraš ljudi bolj prepričati, da se ti pridružijo v startupu, ki ima sicer tudi večji potencial lahko, pa boljše, bom rekel, plače, pa tako naprej čez nekaj časa? Tukaj je, čeprav bom rekel tako, ne, pri nas zaenkrat vsaj, no, niti nismo imeli toliko težav, da bi se ljudje zelo s tem obremenjevali, ker so se pridružili, nekako privzamejo vse in to malo pač neko tveganje, je pa vse drugačno. Recimo, če nekdo pride na razpis za enega, je to zadnja stvar, ki jo bo kadarkoli pomislil, ne, se pač to globalna firma, ne, tako da to ne bo težave. Pa čeprav bi se teoretično tudi tam lahko zgodilo, se lahko, bi rekel, čisto na nekem lokalnem nivoju, bi lahko rekel, ok, ne rabimo v Sloveniji pisarne, ne vem. Ampak to ne pomisliš. Pri nas, ja, se pomisli in je eno od dobrih, bi rekel, nekako argumentov, ko smo imeli, tudi ko smo začeli, bi rekel, se širiti, mi smo dobili investicijo že strani bankarta, v bistvu strani slovenskih bank, in istočasno evropska sredstva. Ne, smo bili tudi uspešni na obzorju 2020, ko smo se prijavili. Tako da tukaj je bil nek, ok, ni stvar čist, rekel, nek garantirana, ne, kjerkoli firma, ne, ali pa startup še to bolj, ampak je pa vsaj neko zaupanje, bi rekel, tudi nekih zunanjih. Tako da drugače je pa siguren pej, je pač eno od vprašanj, ki se pojavlja. Deva se dotakniti, glede na to, da je danes, mislim, da je že skoraj 6 milijonov aplikacij, nekaj takega, precej visoka številka, pa ste se lotili aplikacije, ki ima blazno velik potencial. Me zanima, koliko hitri morate biti, oziroma koliko dopuščate napake, koliko hitri morate biti pri testiranju, da je ta uporabniška izkušnja, bom rekel, čim bolj prijazna?
Ja, zelo, ampak vse zgodi, no, tako, testiranje, damo zelo velik poudarek, sploh če se delajo neki večji upgradi, ne, se res preveri z različnimi aparati, ne, ker tukaj so in zdaj se pojavil še pač Huawei z svojim, recimo, neko platformo, pa potem imamo pač Google, iOS plus na webu delamo, pa imaš različne, bi rekel, dimenzije telefonov, pa različne verzije operacijskih. Tako zelo veliko probamo, ampak se zgodi, tudi tukaj smo zelo hvaležni, čim kjerkoli uporabnika, je to pozitivno ali negativno, ali da pove, da ima neko težavo, jo identificiramo in to probamo odpraviti, kar se da hitro. Je to zmer prioritetno, če je neka stvar, ki se jo da, da jo zrihtamo, no, ker ravno zaradi tega, ker je toliko enih stvari, pa toliko enih kombinacij, da kakorkoli mi testiramo zelo, rekel podrobno, se lahko zgodi, da neka stvar pa pač na nekem aparatu ne dela. Super. Še kaj me zanima? Zdaj me pa zanima še, če greva v kontrasmer. Se pravi, prej sem te vprašal, kaj je bilo pomembno, ko sta sestavljali ekipe, pa kako se je ta slog razlikoval med korpo pa startupom, pa me zdaj zanima, kako se je pa tvoj stil vodenja spremenil tekom kariere, ko si v bistvu prevzel pomembnejše funkcije, pa si v Ernst & Young rasel, pa potem v drugih, bom rekel, korpo službah, napram zdaj, ko si v bistvu founder, pa imaš v bistvu tako zelo inovativno rešitev. Jaz bi rekel, mislim, po mojem se skozi spreminja, no, način vodenja, pa že sam po sebi ni, mogoče tudi bom rekel, v neki osnovi je konstantno, recimo, ampak je že od vsega začetka, ne, recimo v Ernst & Youngu, tam jaz, ko sem prišel, pa ko sem šel, je bilo 100 ljudi, samo 4 isti, ki so bili takrat, ko sem jaz prišel. Tukaj je menjave. To pomeni, da se je, ne vem, v 10 letih mogoče, ne vem, 500 ljudi zamenjalo noter, ne, in to vsak človek je mičkeno drugačen. Tako da že tam zelo hitro dojameš, da nek način vodenja mogoče dobro deluje pri določenih ljudeh, mogoče 5, 10, pri naslednjih 5 že ne. Tako da v bistvu se to skozi prilagaja, no. Bi rekel, s časom se ti naučiš mičkeno drugačne neke stvari delati, ne, pa hkrati moraš zelo probati razumeti. Meni se zdi ena najtežjih drugačnih stvari vodenje ljudi, no, tako, če si iskren, ker je vsak je malo drugačen. Dostikrat pridejo na neke take, kje so zdaj meje, pa da ni osebno, pa da je, pa da rečemo tudi ljudje, če jih okaraš, kakorkoli nek feedback daš, ki ni v redu, ne, da, kako to povedati, pa da to na koncu pozitivno ven prinese, ne. Plus pa vsak ima neke svoje želje, ali pa med sabo, če se kdo ne razume, to rata pa se mi zdi še večji problem, ne, kako to rešiti, ne, te interne. Ampak mislim, ja, skozi se moraš malo prilagajati. Ja, se pravi, da višji, ko greš po neki karierni poti, da bolj postaješ nek HR oseba, ne, bolj se ukvarjaš z odnosi, pa manj z neko operativo. Dajva se še dotakniti, in sicer me zelo zanima, kaj je bil pa tisti, Američani temu pravijo the aha moment, tisti aha trenutek v tvojem življenju, ki si pa končno se odločil, zdaj pa grem svojo pot. Ker vem, da si rekel, da sta se kar nekaj časa že večkrat pogovarjala s partnerjem pa s prijatelji, da bi kaj tazga poštartali, ampak kaj je bil pa tisti trenutek, ki si pa rekel, to je to, ali bilo kaj se kaj posebnega zgodilo? Niti ne vem, mogoče je tako, nek trenutek rečeš, mislim, gled, če dajmo zdaj to narediti, ne, če ne bom počasi že pred penzijo, bom rekel, ok, zdaj pa ne, ampak ne, tako, ja, večkrat se igra, dobro, pa tudi tako je, no, ko večkrat, ko razmišljaš, pa bi neki, pa imaš neke mogoče druge omejitve, še nekaj delaš. Jaz nekjer, tudi ko sem delal, recimo prej v korporativnem, ne, se mi je zdelo pač neka, kako bi temu rekel, neka obveznost, ali pa kakorkoli, da če neko stvar delaš, ne moreš kar reči, zdaj pa danes pa grem nekaj drugega, ne. Spravi, treba nek tudi exit delati, ven, ko greš, da imaš neke naslednike, da probaš neko kakorkoli stvari izpostaviti, tako da se to zmer malo vleče. Tukaj je pa mogoče tudi bilo tako, pač občutek, ne, da, ker meni je enkrat en kolega dobro rekel, kako veš, katera stvar je tista ta prava zlata, ne. Je rekel, ja, če se pač enkrat zjutraj zbudiš, ali pa dvakrat, pa to pomisliš, to še ni, ne. Če se boš pa en teden, 2 tedna konstantno zjutraj zbudil, ne, da to je to, ne, pa je, ne. In tako mogoče je bilo tu pri tej stvari dejansko, da
imaš pač tu v glavi, imaš kot to je no-brainer, tole je treba narediti, ne, tako v smislu. Super. Daj mi povej, ti si tudi predavatelj, pa tudi mentor oziroma rad spodbujaš ljudi okoli sebe, pa mlade. Pa me zanima, a si tudi ti imel kakšno osebo ali pa kakšnega mentorja, ki ti je pomagal, pa ti svetoval? Zdaj tako, mislim, bi rekel direktno, ne, da se prav nekdo, da lahko rečeš, ne, da te nekdo razvil, ne, je zelo težko reči, ne, ker skozi čas se ti konstantno pojavlja v različnih fazah neki ljudje, ali to z njimi sodeluješ, ali so sodelavci, ali so to zunanji, ali kakorkoli, ki, bi rekel, te nekaj učijo, ne, ali pa pač zmeraj si pripravljen od kogarkoli dobiti neke informacije, se nekaj naučiti. Ne. Zdaj, da bi prav rekel, nekako dva človeka tako v življenju, ki bi pa lahko rekel, da sta imela trajnejši vpliv, no. Pa bolj en je bil, ki sem že prej omenil, profesor Mramor, ne, se mi zdi, da je imel par takih stvari, ki mi je rekel, da sem pa začel malo bolj razmišljati, in drug pa po mojem gospod Uranič, Janez Uranič, on je bil partner, še zdaj partner v Ernst & Youngu. Se mi zdi, da mogoče sta ona dva imela nekako najbolj tako vpliv na, rekel, celotno kariero, ali kakorkoli. Super. Pojeva se še dotakniti, in to me blazno zanima, in sicer, kako skrbiš za, bom rekel, ta stres oziroma pritiske, ker verjamem, da zdaj iz korpo sveta, ker je mogoče malo lažje, pa malo več sigurnosti, pa varnosti iti v startup, ker iz danes na jutri ne veš, kako se bo trg odzval, oziroma probaš predvidevati, kako se ti je to povečalo ali pa zmanjšalo, ali pa kako to handlaš. Ja. Tako bom, ja, dobro, zdaj stres je zmeri, ne, pač takšen ali drugačen zdaj. Jaz mislim, da najbolj ga prenašam, tukaj je pač glavna je familija, jaz se pač ženo Barbaro, mislim, se tako razumela, kot najboljš frenda, sin Vid, on mi zna tudi kakšno vprašanje postaviti, tako da se mi zdi, da najbolj to nekako sfuram, da se dejansko z njima pogovarja, karkoli, ne. In pol na koncu se mi zdi, da zmeraj dojamem, ko se z njima pogovarjam, karkoli, da vse nobena stvar ni tako grozna in pol pač stres mine, če kakorkoli, ne. Ker ugotoviš, da kaj so tiste res glavne stvari, pomembne, okej, karkoli drugega se zgodi, bo še zmeraj okej, in pol nekako ta stres mine in ti tudi lažje pol kjerokoli stvar se jo lotiti. Drugače so pa polno takih malih, ki so pa streski non-stop, ki letijo, ne. Pač probaš, mogoče tako, kot je rekel en kolega, enkrat on je rekel dobro, na koncu je bilo še zmeraj vse dobro in pa se zmeraj to spomnim, kadarkoli je kakšno spomnjalo, na koncu je še zmeraj vse dobro in to je to. Se bo pač rešil, probal bomo čim boljš narediti in to je to. Ja, se to mislim, da je en pregovor v smislu everything will be okay at the end, if it's not okay, it's not the end, ne. Še nismo tam, ne. Daj mi povej še, ker me zelo zanima ta tvoja funkcija, ki si jo imel kot revizor, in sicer bil si član nadzornih svetov, pa zunanji strokovni član različnih revizijskih komisij, različnih družb. Daj mi malo nam opiši to funkcijo, no, ker mi je blazno zanimiva. Ja, zdaj to, ko sem bil revizor, pač tako ne moreš biti na nadzornih svetih ali kakorkoli, ker je tam pač konflikt interesov. Ampak kasneje, no, se je pa pojavil, ko sem šel nekako ven za revizije, no, je pa to neka funkcija, kjer pa zelo radi vidijo, sploh za revizijske komisije, ker po zakonu morajo imeti razen v bankah, druge pač morajo imeti enega zunanjega člana, ki niti ni član nadzornega sveta, kot nek strokovni. In tam je pa zelo radi imajo pač revizorja, ravno zaradi tega, ker imajo zelo širok pogled, ne, sploh tako, bi rekel, in poslovanje, in potem, kako se to odraža v raznih računovodskih izkazih, razna poročanja in tako naprej, ne, tako da je pač taka funkcija, se mi zdi, da tam, da tudi največ prinesem ravno s tem, pač, ker je nek drug pogled, pa, bi rekel, ta strokoven z vidika, bi rekel, čist revizija, pa računovodstva, izkazov in tako. Tako se mi zdi. Kar neka obveznost, da to moram delati.
Zdaj, vem, da je to, rekel, tako nehvaležno vprašanje, ampak dostikrat se ljudje sprašujemo, pa potem razmišljamo, smo sprejeli pravo odločitev, če gledam nazaj. Če bi šel ti lahko nazaj, a bi kaj spremenil na svoji karierni poti, bi kakšno odločitev drugače naredil? Ne. To je tako. Jaz mislim, da pač karkoli se odločiš. In stvari narediš in pač nikoli ne gledaš nazaj, kaj bi bilo, če bi drugače. Ker če bi eno stvar spremenil, 15 let nazaj bi bilo danes popolnoma vse drugače in bi najbrž spet gledal, kaj če bi jaz enkrat nekaj drugega naredil. Tako da se mi zdi, da je brez veze izgubljati cajt. Se pravi, vem, sem naredil, mogoče neke stvari niso bile najboljše, mogoče druge, ampak vse so pa pripeljali do tega, kjer smo danes. Tako da pač sprejmeš in rečeš, to je to, sprejmem, stojim za odločitvijo, je bila najboljša, ni bila, če ne bomo kaj spremenili skozi čas in to je to. To ne bi nič. Super, se strinjam, zelo dober odgovor. Tako da, dragi poslušalci, za tiste, ki zmeraj se sprašujete, kaj bi bilo, če bi bilo, ne se sprašujete, ne. Simon, zdaj pa pejva še malo na tvoje osebno življenje. Sicer me zanima, zdaj en fun fact, ki si mi ga zaupal, je, da sta si ženo vzela karierni predah in sta šla na 15-mesečno potovanje okoli sveta. Wow. Kam, kako, daj nam malo pove. To je bilo kar... to je bilo ravno tak čas, nekako imela sva že nekaj let kariere za sabo, se neka ta izobraževanja, licence čez dala, nisva še imela otroka in se pogovarjala, to je zmeraj hočeš to narediti, pa ni denarja, pa greš delati, pa ni časa več in tako naprej. In so pač rekla, greva zdaj, pa pač bomo videla, to še daj rata v življenju. In čisto enostavno smo pač vzela, mislim, ni enostavno, ampak je bilo kar nekaj planiranja tudi, ker ravno tako, kot sem prej rekel, se pravi, naprej smo tudi rekli, v službah smo se zmenili, da je čas, ki lahko to naredimo, v redu, čez 9 mesecev, bomo takrat. In sva šla pač na avion v Buenos Aires in tam se je začelo. Od tam naprej sva pa pač približno smo imela ruto narejeno, Južna Amerika, bežala sva pred zimo, sva probala tako iti, da nimava predvsem sabo, da mora biti vsaj pomlad, poletje nekako. Super. Pa sem se premikala proti severu, v Severno Ameriko, potem v Azijo, pa spet malo, bolj južno, pa nazaj gor. Zdaleč, da bi vse obdelali, tudi če rečeš, da bi šel okoli sveta, to je tako velik, pa vidiš, 15 let potvrditi, da bi mogoče vse države obdelal, ampak je bila pa super tako izkušnja. Kaj pa kakšen kraj, ki ti je najbolj ostal v spominu, ali pa vama, da se vam je tako zelo... To je zelo težko bi rekel. Če bi tako, ker je toliko tega, ampak recimo, zanimivo mi je, da enih boljših držav v Amerikah, da se v redu počutiš, da je celotna, bi rekel, ta klima ali pa nek feeling dober mi je, recimo Kolumbija, neverjetno, potem v Aziji, tam pa sploh, bi rekel, kakšna Tajska, Indonezija se mi zdi ta najbolj, sploh ta del mi je zelo tako pri srcu, ampak ta občutek, da imaš, ko si tam, da se počutiš relax, da je prijetno, da je marsikaj zavideti, da je neka zgodovina, kultura in vse skupaj. Zelo pozitivno me je pa presenetila recimo Japonska. To, kar sem nekako na Kitajskem pričakoval, zelo veliko zgodovine, je tam. Tam pa nekako jim je uspelo narediti, da imaš hkrati tehnološko državo, zelo napredno z mašinami za hrano, takšno in drugačno, pa imaš pa istočasno, priješ v Kyoto, pa 3000 templov še zmeri tam, pa še zmeri gejše vidiš, ko hodijo po cesti. Kot neko mešanco, gejša pride na ultra hiter vlak. Ful dober. Zdaj, ki sem te vprašal za najljubšo serijo, si izpostavil Suits, zelo dobra izbira. A še kakšna taka, ki ti krajša, mislim, ali pa rekel, te zabava pa sprošča? Zdaj, pogledaj, da je tale Dr. Bull, to je spet, kaj je odvetnik oziroma kako. Tak je malo. Ok, hobi.
Kjeri so kakšni hobiji poleg potovanja? Drugače radi hodimo v hribe, na splošno. Tako malo hiking, kolesarimo, tudi plezanje, recimo malo tako plezanje, potapljanje, take stvari. Da so malo čez vsakdanje. No. To je ta glavno, se mi zdi. Najljubši podjetnik? Po mojem Richard Branson. Tak, on je pač bi rekel iz nule, nekako postavil, pa se mi zdi, da je pa še zmeraj dosti down to earth, tako človek. Pa ne kupuje Twitterja, tako kot Elon Musk, ne? Nekaj sem enkrat vprašal, mislim, da tudi če ima to denarja, pa to zakaj si ne kupi en otok, pa gre kaj ležati. Pa je rekel, vi imate otok, pa ne, no, jaz sem to probal, pa nima smisla. Pač nekaj dela. Ja, hudo. Zdaj, če te omejim in ti rečem, da najljubša aplikacija ne sme biti NoPrints, čeprav je, kjer bi bila še kakšna, ki jo redno uporabljaš? Curve. To pa nisem še, kaj pa je to? Ful dobro je. Notaš lahko vse možne pač kreditne kartice in potem uporabljaš zdaj, imaš svojo kartico Curve, ne, ali pa uporabljaš kar telefon in plačuješ vse minuti, tako kot neki Apple Wallet, pa tako naprej, recimo, ali pa Google Pay. S tem, da ima pa še določene stvari sem se navadil, recimo, če se zmotaš z napačno kartico, nekaj kupiš enostavno, imaš 14 dni časa, preneseš z ene na drugo, pa tako razne te funkcionalnosti na noter, ki so zelo dobro rešene. Top. Kaj pa kakšna knjiga, ki ti je recimo ostala v spominu ali pa bi jo mogoče predlagal našim poslušalcem? Clash of Civilizations, oziroma Spopad civilizacij, Huntington, mislim, da je bil. To sem recimo na poti, ko sem blaženo, pač ko menjaš knjige v raznih hostih, ne, sem enkrat vzel to knjigo nekje in sem bil čisto frapiran, meni je tako marsikatero oči mi je odprlo vse in je bilo pa ful zanimiv. Zdaj, ko se je začela ta Rusija-Ukrajina, je meni tako nekaj kapno, sem rekel, sem mislil, sem jaz pa to že tam bral, pa je bila knjiga napisana 20 let nazaj. No, in je šel pol kolega, ki sem v tom menil v knjižnico iskati in je najdel 5 strani noter, recimo, ki je to leta 96 napisana knjiga, že opisovala to, kar se v bistvu danes dogaja, da se bo dogajalo tam do nekje leta 2020. Ne. Wow. Zanimiv. Ja, in je zelo marsikaj ti da neke perspektive, karkoli se po svetu dogaja, ne. Malo neko tak pogled, zakaj do česa pridemo, kaj ne bi prišlo, tako naprej. Tako se mi zdi, da je bilo super. Super, bomo dali povezavo na spletno stran, pa na vse kanale. Ok, zdaj pa, če greva še na najpomembnejše vprašanje in sicer mi imamo že zelo lepo število poslušalcev, bom rekel, ogromno mladih študentov, mladih podjetnikov, na drugi strani pa tudi kar nekaj izkušenih podjetnikov, pa menedžerjev, pa me zanima, kaj bo tvoj nek zaključni nauk ali pa misel ali pa nauki, ki bi jih delil z našimi poslušalci? Ta glavna stvar, eno je, ko sem že prej omenil, mogoče te odločitve, ne. Pač sprejmeš odločitve, mislim, da imajo budisti pravilo 3 vdihov, ne, v 3 vdihih sprejmem odločitev in grem naprej. In pa stvari, ne, zdaj, če te kaj moti, spremeni, če ne moreš spremeniti, pač to sprejmi in se ne ukvarji s tem. Se pravi, da se pač ne gleda nazaj. Tako, kot smo že prej rekli. Ja, ful dobro. Simon, še enkrat hvala, dragi poslušalci. Z nami je bil Simon Kolenc, finančnik, revizor, mentor, predavatelj, svetovalec, podjetnik in pa jaz bom rekel tudi eden izmed inovatorjev na področju aplikacij, ki razvija res tak zanimiv in pa celovit ekosistem. Tako da, Simon, še enkrat najlepša hvala za tvoje izkušnje, poglede na svete in pa te zaključne nauke, ki mislim, da nam bojo zelo vsem prav prišli. Hvala, Marek, za čas. Me veseli. Tudi mene, hvala. Tako da, super, evo, to je to. Jaz bom zdaj to še malo obdelal, z ekipo pogledal, potem pa objavim. Jaz ponovadi objavljam podcaste vsak ponedeljek, tako da gre na spletno stran pa na vse te podcast kanale Apple, Spotify in tako naprej.
Tako da to je to, no. Jaz sem sliko sem dobil, opis sem dobil, tako da opis pa fun facti ponovadi sledi v opisu, ki ga dam, in to je to, no. Tako da jaz se ti ful zahvaljujem, če bo karkoli mi sporoči, drugače pa bo šlo to pol v ponedeljek live. Ok, super. Me veselim, no. Tudi mene, Simon. Daj, z veseljem pa še kdaj kakšna kavica ali pa kosila, ali pa kaj tasga. To pa z veseljem. Okay. Super, hvala ti. Thanks. Čau, čau. Čau. Pol je pa nekako prišlo do tega, ne, da je Boris enkrat točno rekel, a se spomniš ti računi, zakaj to rabimo? 1 meter račun mi dajo v trgovini, ne, in pa ga itak zgubim. Ja. In so rekla, super, ne, se to, vedela sem pa že prej, ko smo malo to študirala, da v zakonu dejansko dovoljuje, ne, pač digitalne račune, in so rekla, kaj ćemo narediti, greva lepo pač firmo, prvo ugotoviva, a imava ekipo primerno, ne, s kom bi želeli delati, en in drug in tako naprej, ne, in on je dal pač en pogoj, je rekel, da ima kolega, je rekel, jaz, če gre on zraven, pa greva v to, če ne, pač ne greva, ne, ker to bo kar, je rekel, tehnološko kar zahtevno, no, Ja. Tako, in pa so pač rekla, ok, in smo šla na to pot, tako bi rekel, z nekimi izkušnjami, pa so hkrati, mogoče, če zdaj gledam kakšne mlajše startupe, ne, oni grejo v neki, ne, da bi razmislili, pač grejo, ne. Mi da se pa res razmišljala, pa ima že toliko in toliko izkušenj, kaj je na tem, ne. Včasih se mi zdi, da polkrat to malo zakompliciraš stvari, no. Ja. Tako. Super, in zdaj ena izmed aplikacij, ki ste jo razvili, je NoPrints. In zdaj, kakor sem jaz tudi zasledil, pa tudi probal malo testirati, je, če dava en plastičen primer, se pravi, jaz grem v Zaro ali pa kjerkoli trgovino, plačam račun in jaz potem želim ta račun v digitalni obliki in jaz dejansko z aplikacijo NoPrints, kjer dobim neko kodo, dam in oni poskenirajo kodo in jaz dejansko dobim ta digitalni račun v to aplikacijo, kjer je potem tudi shranjen in to je to. Tako da v bistvu zelo preprosto, zelo lep user experience. Ja, zdaj namen je, rečemo, da ne bo kdo narobe razumel, v Zari, no, ko si to ni na voljo direkt dobiti digitalni račun, ne. Zdaj približno enih 60 trgovcev, mislim, da že imamo. Namen pa je ta, ja, da se v bistvu niti ne pride do printanja. Zdaj, rešitev je tako, na različne načine se da pač identificirati, ne, kam bi jaz rad dobil račun, ne, in eno je, da pač v aplikaciji pokažem kodo, katero se skenira, je pač prilagojena, ne, tako da jo vsi te skenerji na blagajnah znajo prebrati, ne. Če blagajna to kopira, dojame, reče, aha, tole pa ni pač izdelek, ampak je NoPrints digitalni račun in na koncu, ko se zaključi, namesto da pošlje na printer, pošlje lepo v cloud, tako da imaš shranjeno, da ne skrbiš, bi rekel, lahko se logiraš iz različnih naprav, zmer priješ do istih računov, tako da ni nobena težava, ne. Hkrati se pa smo poskušali narediti tako, bi rekel, ta koda je vedno deluje, ne. Ali jaz plačam z denarjem, ali plačam s kartico, s čimerkoli, mogoče nekim bonom ali pa kako sploh ne plačam, ne, če imam neko akcijo, zmer lahko dobim, ker pač to kodo bom zmeri pokazal, ne. Bi rekel, podobno je, kot da bi rekel, recimo, da mail, dam trgovcu mail, on mi pošlje na mail. S tem, da mi smo se izogibali maila ravno zato, ker smo delali analizo v Angliji, so se ljudje zelo pritoževali, da ne bi radi vsakemu trgovcu maila dajali in tako naprej, ne, tako da tukaj so pa nekako skriti za to svojo kodo, ker dejansko nobeno nič ne pomeni, to je pač neka številka, ne. Za tega uporabnika je pa to, bi rekel, njegov ID, da lahko pride do teh računov in da vejo, kje morajo biti. Tako. Ideja je bila pa še širša, ker tudi, ko sem šel to malo testirati v Ameriki, določene te sisteme, kako delajo, ne, je bila pa skozi ideja nekako, da povežemo to ali s paymentom, z lojalnostnimi karticami, ne, se pravi, če ima trgovec, se da povezati, ne, ker če boš šel k enemu trgovcu, boš itak uporabil lojalnost, ne, in je to lahko identifikator, ne, tako da pač dobiš račun. In pa payment, ne, payment je pa pač, ideja je bila tako, da jaz, ko pridem plačam, se niti ne ukvarjam s tem in jaz že imam račun, ne, še pridne plačilo sprovedeno, tako. Ta del je malo, bi rekel, težji, je to kar ena velika sfera, ampak delujemo že z Flickom, to je s temi takojšnjimi plačili, no. Pri določenih trgovcih, zdaj to malo dalj traja, koliko smo mi pričakovali, da bodo banke razširile, no, med trgovce.
Se pa že dobi enih 5-6 trgovcev, vem, da to omogočajo, da ko plačaš s Kvikom, dobiš lahko avtomatično digitalni račun. To je bila predvsem ideja, da čim bolj poenostavimo, pa da veš, da imaš na enem mestu, ko bom jaz hotel nekaj najti, ta za garancije, ali da bi zamenil izdelek, zmer vem, kam iskati, ne razmišljam, ali sem zdaj ta račun shranil, ali sem ga stran vrgel, ali ga imam mogoče v PDF-ju, kje, ali na mailu, ne. Tako da pač vem, najdu ga bomo imel prid. Super. Zdaj to, kar si zdaj na koncu omenil, ta garancija, to se mi zdi blazno fantastično, ne? A ste tukaj potem razmišljali, da boste še kje razširili? Ker se pravi, danes je, kar povej, ja. Zdaj, zaenkrat je tako, da kjerkoli račun dobiš, imaš možnost več garancij na njega dodati. Zdaj, če spet izdelkov kupil, lahko 5, si dodaš garancije in si tudi lahko vneseš noter, to kdaj velja, ne? In pol te tudi aplikacija, če si nastaviš, da te opomni, te bo pač en mesec preden poteče garancija, boš dobil pač mail, glej, na tem izdelku ti poteče garancija, klikneš na link, se ti odpre račun, tako veš, to je to, pomisliš, a še dela v redu. Meni se je že zgodilo, da sem toliko časa čakal, da na koncu sem gotov 3 mesece kasneje, da je potekla garancija 3 mesece nazaj, jaz pa nisem šel izdelka menjati. Tako karkoli, pa na servis. Tako da to je to, pa hkrati pa tudi zdaj delamo recimo z zavarovalnico Triglav, da bi ponujali še zavarovanje. Se pravi, da tudi takoj, ko kupim neki izdelek, če je možno ga zavarovati, te lahko mi vprašamo, rečemo, glej, kupil si en telefon, ki toliko stane, to je taka cena, če hočeš za 2 leti imeti zavarovanje. In da ti enostavno samo klikneš, te vrže na Triglav stran, recimo v tem primeru, in skleneš zavarovanje in je to. In pol isto te lahko spomnim čez 2 leti, oziroma ko poteče, a bi ti še to podaljšal zavarovanje, ali je okej. In hkrati veš, kje ga najde, veš, kje imaš račun, veš, kje imaš zavarovalno polico, vse imaš na skrajni. Pri garancijah, ki smo omenili, je bila pa ideja, je pa tudi odvisno od samih trgovcev. Hoteli smo, da se te garancije že kar avtomatično pošljejo noter. Zdaj zaenkrat jih sam dodaš, pri določenih trgovcih se pogovarjamo, da bi polno istočasno z računom, kar že poslal garancijo. Tako da, ko bi ti odprl račun, bi tako videl, imam tudi dokument od garancije, datum, že vse mogoče. Super. Da mi povej, zasledil sem tudi, da razmišljate še o večjih, bom rekel, še o drugih funkcionalnostih in da bi bila v bistvu to aplikacija, ki bi ponujala čisto vse na enem mestu. Kaj še kaj tazga, ki ste razmišljali, da bi potem zapakirali to? Zdaj imava garancijo, imava račune, imava zavarovanje, kar je že zelo lep ekosistem. Kaj še kaj tazga? Zdaj, kot osnovo smo tako noter dali tudi tele kartice z vesobe, ki so povezane direkt z Moprist, se pravi, da imam noter nekako vse, kar je povezano s nakupi. Ideja pa je tudi, bi radi payment nekako peljali. Zdaj, ali je to zunanji payment ali notranji, tako da ker bi rad recimo naredil princip, da mi ne samo, da jaz na prodajnih mestih dobim digitalni račun, ampak da mi ga pa recimo Telekom pošlje že v app enkrat na mesec, dobim noter račun in mi tudi vpraša, ali bi ga rad plačal. In da jaz lahko enostavno, zdaj, ko se to, bi rekel, open banking dogaja, bi jaz lahko enostavno kliknil gumbek, danes plača ali pa 18, ali kakorkoli si nastavim, potrdim in tudi že vem, dobil sem noter račun in tudi plačal sem ga že. Tako se pravi, da nekako vse to rešim. In pa bi bil pa tudi mogoče neke vrste payment app, kakorkoli. Čeprav na payment področju smo mi bolj upali povezovanje, ker je tega kar nekaj, in ljudje so zdaj imajo že polno telefone, pa imaš kaj so valu, pa je pa taka kartica, polna kartica, je že kar veliko tega. Ampak vsaj za določen del bi se dal pa tu mogoče še malo poenostaviti. Recimo tudi eno tako zanimivo, imamo pa eno, bi rekel, partnersko firmo, ki pa dela digitalne tele menije, s tem, da je malo širš, ni samo menij, ki ga jaz pač skeniram na mizi, pa vidim, kaj bom naročil, ampak nekako on bolj je šel v ta del, to je pa da skeniraš menij, da lahko tudi narediš naročilo, in tu se bomo mi zraven priključili, na koncu bo pač tudi plačilo in dobim račun. Se pravi, da tudi, ko bom prišel v nek lokal ali restavracijo, ki izmed težava s tem čakanjem, da bom lahko naročil in tudi plačil in dobil račun, brez da kličem pa prosim, če ravno takrat pa kelner nima časa, ker ima koliko miz za oddelati, meni se pa začne muditi. Tako da lahko narediš te res tak check-out in imaš še račun noter in vse je rešeno in greš. Ful dobro, top, super.
Deva se dotakniti, preden se je ta zgodba začela, ker si rekel, da sta s partnerjem nekako začela tudi sestavljati ekipo. Pa me zanima, ko se lotiš take zadeve, ker si rekel, da sta šla zelo premišljeno, tudi zelo sta pogledala, kaj pa kako, kakšne funkcionalnosti. Kaj je bilo pomembno, ker sta sestavljala ekipo? Prvo je, da pogledaš pač ljudi za določeno področje, ki jih poznaš, pa ki jim zaupaš. To je bilo nekako glavno, pa da so, bi rekel tudi tako, nekako iščeš to, se pravi, da so ljudje neki entuzijasti, problem solverji, da jih ni strah pač neki novega, da so tako, bi rekel, pozitivni, tako bi rekel. To je ta prvo, da tudi z njimi pač preveriš in že tudi določeni ljudje so se na začetku malo pridružili, pa so se pa umaknili, ampak vsaj da dajo svoj feedback, da vidijo, a je to stvar, a se mi zdi v redu, kaj je treba paziti, da malo neke svoje, rekel, inpute namečajo, se mi zdi, da je to pač glavno, vsaj tako, ko začneš. Pa tudi pol, sploh, ker je to pač firma v nastajanju, tako da v bistvu kdorkoli pride je nekako glavni, vsaj za neko področje. Se pravi, mora biti, bi rekel, meni ključno je, da je nekako pozitiven, odprt, da razmišlja, da ne čaka, da prije z nekimi idejami, tudi če so neumne ideje, kakorkoli, da jih rečemo, pa da ugotovimo, ali so neumne, ali so v redu, se mogoče pa iz njih nekaj novega. Ja, tako je, kdo kaj reče, pa rečeš, ne moreš tega, pa ok, samo mogoče bi se da tako. Neka debata, tako, da je entuzijastična. Super, kaj pa so v bistvu zdaj, se pravi, zdaj ste v Sloveniji, verjetno so cilji tudi bolj mednarodno, kakšna pa je v bistvu neka vizija, ki jo imata? Ja, zdaj, eno je bilo najbolj tako, bi rekel, domače je, da pokrivamo Balkan, ker prvič je tudi zakonsko copy-paste vse, dosti trgovcev se ponavlja, so isti, dosti recimo blagajn ali pa paymentov, ki se je nekako podobno. Pa bi rekel tudi severno so gledala te države določene, ki imajo, rečemo, dosti pozitiven pristop do digitalizacije. Ker če gledamo, vsak tako reče, kaj je Nemčija, ampak ja vem, Nemčija je ena, ki še največ gotovine uporabljajo v Evropi, recimo, kar je tako presenetljivo. Zdaj, Skandinavci, vemo, oni so tako digitalni in tam tudi imamo konkurenco. Drugače po Evropi pa ne. Tako da nekako ta del je bil, rekel, ta Balkan, recimo Avstrija, še Češka, Slovaška, ta del bi se nam zdel smiseln nekako pokrivati. Da bi cel svet pokril, je zelo težko, in se mi zdi, da bo prej slej prišlo do neke vrste, tako kot imamo pri paymentu, ker se to medsebojno lahko podatki pošiljajo med različnimi regijami in tudi tukaj. Zdaj, na Evropi se že pojavlja neke vrste semantika za digitalne račune, tako kot je za e-račune, kot poznamo ta XML-slog. Se tudi ta pojavlja, ker so že Finci, mislim, da 3 leta nazaj dali ven nek dokument, so rekli, da bo prišlo do tega, da bo marsikje po državah se to pojavilo in je treba vzpostaviti sistem, da se bo med državami lahko pošiljalo. Tako da bi teoretično prišel nek Anglež z neko svojo aplikacijo v Slovenijo, pa še vedno bi preko našega sistema dobil digitalni račun. To bo pa najbolj nekako rešitev. Super. Veš, kaj me zelo zanima? Glede na to, da si bil zelo uspešen v korpo svetu, pa zdaj ste poštartali svoj startup, pa me zanima, kaj pa opaziš, da je glavna razlika, zdaj, ko ste zaposlovali ljudi, pa širili ekipo, a je vprašanje v tej sigurnosti, je to tako močen faktor ali ne? Moraš ljudi bolj prepričati, da se ti pridružijo v startupu, ki ima sicer tudi večji potencial lahko, pa boljše, bom rekel, plače, pa tako naprej čez nekaj časa? Tukaj je, čeprav bom rekel tako, pri nas zaenkrat niti nismo imeli toliko težav, da bi se ljudje zelo s tem obremenjevali, ker so se pridružili, nekako privzamejo vsem to malo neko tveganje, je pa vsem drugačne. Recimo, če nekdo pride na razpis za enega, je to zadnja stvar, ki bo kadarkoli pomislil. Se pač to globalna firma, tako da to ne bo težave. Čeprav bi se teoretično tudi tam lahko zgodilo, se lahko rekel čisto na nekem lokalnem nivoju, bi lahko rekel, ok, ne rabimo v Sloveniji pisarne, ne vem. Ampak to ne pomisliš. Pri nas, se pomisli in je eno od dobrih, bi rekel, nekako
argumentov, ko smo imeli, tudi ko smo začeli, bi rekel, se širiti. Mi smo dobili investicijo že strani bankarta, v bistvu strani slovenskih bank in istočasno evropska sredstva. Smo bili tudi uspešni na obzorju 2020, ko smo se prijavili. Tako da tukaj je bil nek, ni stvar čist, bi rekel, nek garantirana, kjerkoli firma, ali pa startup še to bolj, ampak je pa vsaj neko zaupanje, bi rekel, tudi nekih zunanjih. Tako da drugače je pa siguren težji, je pač eno od vprašanj, ki se pojavlja. Deva se dotakniti, glede na to, da je danes, mislim, da že skoraj 6 milijonov aplikacij, nekaj tazga, precej visoka številka, pa ste se lotili aplikacije, ki ima blazno velik potencial. Me zanima, koliko hitri morate biti, oziroma koliko dopuščate napake, koliko hitri morate biti pri testiranju, da je ta uporabniška izkušnja, bom rekel, čim bolj prijazna. Ampak vse zgodi. Testiranje, damo zelo velik poudarek, sploh če se delajo neki večji upgradi, se res preveri z različnimi aparati, ker tukaj so jim, zdaj se pojavlja še pač Huawei z svojim, recimo, neko platformo, pa potem imamo pač Google, iOS plus na webu delamo, pa imaš različne, bi rekel, dimenzije telefonov, pa različne verzije operacijskih. Tako zelo veliko probamo, ampak se zgodi, tudi tukaj smo zelo hvaležni, kjerkoli uporabnika, je to pozitivno ali negativno, ali da povedamo neko težavo, jo identificiramo in to probamo odpraviti, kar se da hitro. Je to zmer prioritetno, če je neka stvar, ki se jo da, da jo zrihtamo. Ravno zaradi tega, ker je toliko enih stvari, pa toliko enih kombinacij, da kakorkoli mi testiramo zelo, preko podrobno se lahko zgodi, da neka stvar pa pač na nekem aparatu ne dela. Super. Še kaj me zanima? Zdaj me pa zanima, če greva v kontrasmer. Se pravi, prej sem te vprašal, kaj je bilo pomembno, ko sta sestavljali ekipe, pa koliko se je ta slog razlikoval med korpo pa startupom, pa me zdaj zanima, kako se je pa tvoj stil vodenja spremenil tekom kariere, ko si v bistvu prevzel pomembnejše funkcije, pa si v Ernst & Young rasel, pa potem v drugih, bom rekel, korpo službah, napram zdaj, ko si v bistvu founder, pa imaš v bistvu tako zelo inovativno rešitev. Jaz bi rekel, po mojem se skozi spreminja, način vodenja, pa že sam po sebi ni, mogoče tudi, bom rekel, v neki osnovi je konstantno, recimo, ampak je že od vsega začetka, recimo v Ernst & Youngu, tam jaz, ko sem prišel, pa ko sem šel, je bilo 100 ljudi, samo 4 isti, ki so bili takrat, ko sem prišel. Tukaj je menjave. To pomeni, da se je, v 10 letih mogoče 500 ljudi zamenjalo. In to vsak človek je nekaj drugačen. Tako da že tam zelo hitro dojameš, da nek način vodenja mogoče dobro deluje pri določenih ljudeh, mogoče 5, 10, pri naslednjih 5 že ne. Tako da v bistvu se to skozi prilagaja. Bi rekel, s časom se ti naučiš malo drugačne stvari delati, pa hkrati moraš zelo probati razumeti. Meni se zdi ena najtežjih drugačnih stvari vodenje ljudi, če si iskren, ker je vsak je malo drugačen. Dostikrat pridejo na neke take, kje so zdaj meje, pa da ni osebno, pa da je, pa da rečemo tudi ljudje, če jih okaraš, kakorkoli nek feedback daš, ki ni v redu, kako to povedati, pa da to na koncu pozitivno vam prinese. Plus pa vsak ima neke svoje želje, ali pa med sabo, če se kdo ne razume, to rata pa se mi še večji problem, kako to rešiti, te interne. Ampak mislim, skozi se moraš malo prilagajati. Ja, se pravi, da višji, ko greš po neki karierni poti, da bolj postaješ nek HR oseba, bolj se ukvarjaš z odnosi, pa manj z neko operativo. Deva se še dotakniti in sicer me zelo zanima, kaj je bil pa tisti, Američani temu pravijo the aha moment, tisti aha trenutek v tvojem življenju, ki si pa končno se odločil, zdaj pa grem svojo pot. Ker vem, da si rekel, da ste se kar nekaj časa že večkrat pogovarjala s partnerjem pa s prijatelji, da bi kaj tazga poštartal, ampak kaj je bil pa tisti trenutek, ki si pa rekel, to je to, je bilo, ki se kaj posebnega zgodilo? Niti ne vem, mogoče je tako, nek trenutek rečeš, če gremo zdaj to narediti, če ne bom počasi že pred penzijo.
Bom rekel, ok, zdaj pa ne. Ampak, ne, tako, ja, večkrat se igra, dobro, pa tudi tako je, no, večkrat, ko razmišljaš, pa bi neki, pa imaš neke mogoče druge omejitve, ali še nekaj delaš. Jaz nekjer, tudi ko sem delal, recimo prej v korporativnem, ne, se mi je zdelo pač neka, kako bi temu rekel, neka obveznost, tako karkoli, da če neko stvar delaš, ne moreš kar reči, zdaj pa danes pa grem nekaj drugega, ne. Spravi, treba tudi exit delati, ven, ko greš, da imaš neke naslednike, da probaš neko karkoli stvari izpostaviti, tako da se to zmeraj malo vleče. Tukaj je pa mogoče tudi bilo tako, pač občutek, da, ker meni je enkrat en kolega dobro rekel, kako veš, katera stvar je tista ta prava zate, ne. Je rekel, ja, če se pač enkrat zjutraj zbudiš, ali pa dvakrat, pa to pomisliš, to še ni, ne. Če se boš pa en teden, 2 tedna konstantno zjutraj zbudil, ne, da to je to, ne, pa je, ne. In tako mogoče je bilo tu pri tej stvari dejansko, da imaš pač tu v glavi, imaš kot to je no-brainer, tole je treba narediti, ne, tako v smislu. Super. Daj mi povej, ti si tudi predavatelj, pa tudi mentor oziroma rad spodbujaš ljudi okoli sebe, pa mlade. Pa me zanima, a si tudi ti imel kakšno osebo ali pa kakšnega mentorja, ki ti je pomagal, pa ti svetoval? Zdaj tako, mislim, bi rekel direktno, ne, da se prav nekdo, da lahko rečeš, ne, da te nekdo razvil, ne, je zelo težko reči, ne, ker skozi čas se ti konstantno pojavljajo v različnih fazah neki ljudje, ali to z njimi sodeluješ, ali so sodelavci, ali so to zunanji, ali kakorkoli, ki, bi rekel, te nekaj učijo, ne, ali pa pač zmeraj si pripravljen od kogarkoli dobiti neke informacije in se nekaj naučiti, ne. Zdaj, da bi prav rekel, nekako 2 človeka tako v življenju, ki bi pa lahko rekel, da sta imela trajnejši vpliv, no. Pa bolj en je bil, ko sem že prej omenil, profesor Mramor, ne, se mi zdi, da je imel par takih stvari, ki mi je rekel, da sem pa začel malo razmišljati, in drug pa po mojem gospod Uranič, Janez Uranič, on je bil partner, še zdaj partner v Ernst & Youngu. Se mi zdi, da mogoče sta ona dva imela nekako najbolj tako vpliv na celotno kariero ali kakorkoli. Super. Pojeva se še dotakniti, in to me blazno zanima, in sicer, kako skrbiš za, bom rekel, ta stres oziroma pritiske, ker verjamem, da zdaj iz korpo sveta, ker je mogoče malo lažje, pa malo več sigurnosti, pa varnosti iti v startup, ker iz danes na jutri ne veš, kako se bo trg odzval, oziroma probaš predvidevati, kako se ti je to povečalo ali pa zmanjšalo, pa kako to handlaš. Ja. Tako bom, ja, dobro, zdaj stres je zmeri, ne, pač takšen ali drugačen zdaj. Jaz mislim, da najbolj ga prenašam, tukaj je pač glavna je familija, jaz se pač ženo Barbaro, mislim, se tako razumela, kot najboljš frenda, sin Vid, on mi zna tudi kakšno vprašanje postaviti, tako da se mi zdi, da najbolj to nekako sfuram, da se dejansko z njima pogovarja, karkoli, ne. In pol na koncu se mi zdi, da zmeraj dojamem, ko se z njima pogovarjam, karkoli, da vse nobena stvar ni tako grozna in pol pač stres mine, če kakorkoli, ne. Ker ugotoviš, da kaj so tiste res glavne stvari, pomembne, okej, karkoli drugega se zgodi, bo še zmeraj okej, in pol nekako ta stres mine in ti tudi lažje pol kjerokoli stvar se jo lotiti. Drugače so pa polno takih malih, ki so pa streski non-stop, ki letijo, ne. Pač probaš, mogoče tako, ki je rekel en kolega, enkrat on je rekel dobro, na koncu je bilo še zmeraj vse dobro in pa se zmeraj to spomnim, kadarkoli je kakšno stvar, na koncu je še zmeraj vse dobro. To je to. Se bo pač rešil, probal bomo čim boljš narediti in to je to. Ja. Se to mislim, da je en pregovor v smislu everything will be okay at the end, if it's not okay, it's not the end, ne. Še nismo tam, ne. Daj mi povej še, ker me zelo zanima ta tvoja funkcija, ki si jo imel kot revizor, in sicer bil si član nadzornih svetov, pa zunanji strokovni član različnih revizijskih komisij, različnih družb. Daj mi malo nam opiši to funkcijo, no, ki mi je blazno zanimiva. Ja, zdaj to je tako, ko sem bil revizor, pač tako ne moreš biti na nadzornih svetih ali kakorkoli, ker je tam pač konflikt interesov. Ampak kasneje, no, se je pa
tako javil, pa ko sem šel nekako ven za revizije, no, je pa to neka funkcija, kjer pa zelo radi vidijo, sploh za revizijske komisije, ker po zakonu morajo imeti razen v bankah, druge pač morajo imeti enega zunanjega člana, pa niti ni član nadzornega sveta, kot nek strokovni. In tam je pa zelo radi imajo pač revizijo, ravno zaradi tega, ker imajo zelo širok pogled, ne, sploh tako, bi rekel, in poslovanje, in potem, kako se to odraža v raznih računovodskih izkazih, po razna poročanja in tako naprej. Ne, tako da je pač taka funkcija, se mi zdi, da tam da tudi največ prinesem ravno s tem, pač, ker je nek drug pogled, pa bi rekel, ta strokoven z vidika, bi rekel, čist revizija, pa računovodstva izkazov in tako. Tako se mi zdi. Kot neka obveznost, da to moram delati. No. Zdaj, vem, da je to, rekel, tako nehvaležno vprašanje, ampak dostikrat se ljudje sprašujemo, pa potem razmišljamo, smo sprejeli pravo odločitev, če gledam nazaj. Če bi šel ti lahko nazaj, a bi kaj spremenil na svoji karierni poti, bi kakšno odločitev drugače naredil? Ne. To je tako. Jaz mislim, da pač karkoli se odločiš. In stvari narediš in pač nikoli ne gledaš nazaj, kaj bi bilo, če bi drugače. Ker če bi eno stvar spremenil, 15 let nazaj bi bilo danes popolnoma vse drugače in bi najbrž spet gledal, kaj če bi jaz enkrat nekaj drugega naredil. Tako da se mi zdi, da je brez veze izgubljati cajt. Se pravi, vem, sem naredil, mogoče neke stvari niso bile najboljše, mogoče druge, ampak vse so pa pripeljali do tega, kjer smo danes. Tako da pač sprejmeš in rečeš, to je to, sprejmem, stojim za odločitvijo, je bila najboljša, ni bila, če ne bomo kaj spremenili skozi čas in to je to. Tako da ne bi nič. Super, se strinjam, zelo dober odgovor. Tako da, dragi poslušalci, za tiste, ki zmeraj se sprašujete, kaj bi bilo, če bi bilo, ne se sprašujete, ne. Simon, zdaj pa pejva še malo na tvoje osebno življenje. Sicer me zanima, zdaj en fun fact, ki si mi ga zaupal, je, da sta si ženo vzela karierni predah in sta šla na 15-mesečno potovanje okoli sveta. Wow. Kam, kako, daj nam malo pove. Ja, to je bilo kar... Ja, to je bilo ravno tak čas, nekako imela sva že nekaj let kariere za sabo, se neka ta izobraževanja, licence čez dala, nisva še imela otroka in se pogovarjala, to je bilo zmeraj hočeš to narediti, pa ni denarja, pa greš delati, pa ni časa več in tako naprej. Ne. In sva pač rekla, a greva zdaj, pa pač bo videla, to še kdaj rata v življenju. In čisto enostavno smo pač vzela, mislim, ni enostavno, ampak je bilo kar nekaj planiranja tudi, no, ker ravno tako, kot sem prej rekel, se pravi, naprej smo tudi rekli, v službah smo se zmenili, kdaj je čas, lahko to naredimo, v redu, čez 9 mesecev, bomo takrat. In sva šla pač na avion v Buenos Aires in tam se je začelo. Pa od tam naprej sva pa pač približno smo imela ruto narejeno, Južna Amerika, bežala sva pred zimo, sva probala tako iti, da nimava predvsem sabo, da mora biti vsaj pomlad, poletje nekako. Super. Pa sem se premikala proti severu, v Severno Ameriko, potem v Azijo, pa spet malo, bolj južno, pa nazaj gor. Zdaleč, da bi vse obdelali, tudi če rečeš, da bi šel okoli sveta, to je tako velik, pa vidiš. Ja. 15 let potvrditi, da bi mogoče vse države obdelal. Ampak je bila pa super tako izkušnja. Kaj pa, kakšen kraj, ki ti je najbolj ostal v spominu, ali pa vama, da se vam je tako zelo... Ja, to je zelo težko bi rekel. Če bi tako, ja, ker je toliko tega, ampak recimo, zanimivo mi je, da enih boljših držav v Amerikah, da se v redu počutiš, da je celotna, bi rekel, ta klima ali pa nek feeling dober, mi je recimo Kolumbija, neverjetno, potem v Aziji, tam pa sploh, bi rekel, kakšna Tajska, Indonezija se mi zdi ta najbolj, sploh ta del mi je zelo tako pri srcu, ampak ta občutek, da imaš, ko si tam, da se počutiš relax, da je prijetno, da je marsikaj zavideti, da je neka zgodovina, kultura in vse skupino. Zelo pozitivno me je pa presenetila recimo Japonska.
to, kar sem nekako na Kitajskem pričakoval, zelo veliko zgodovine, je tam. Tam pa nekako jim je uspel narediti, da imaš hkrati tehnološko državo, zelo napredno z mašinami za hrano, takšno in drugačno, pa imaš pa istočasno, priješ v Kyoto, pa 3000 templov še zmeri tam, pa še zmeri gejše vidiš, ko hodijo po cesti. Kot neko mešanco, gejša pride na ultra hiter vlak. Ful dobro. Zdaj, ko sem te vprašal za najljubšo serijo, si izpostavil Suits, zelo dobra izbira. A še kakšna taka, ki ti krajša, mislim, ali pa te zabava pa sprošča? Zdaj, pogledaj, kdaj je tale Dr. Bull, to je spet, kaj je odvetnik oziroma kako. Tak je malo. Ok, hobiji. Kjeri so kakšni hobiji poleg potovanja? Drugače radi hodimo v hribe na splošno, tako malo hiking, kolesarimo, tudi plezanje, recimo malo tako plezanje, potapljanje, take stvari, da so malo neči, rekel, vsak dan je. To je ta glavno, se mi zdi. Najljubši podjetnik? Po mojem Richard Branson. Tak, on je pač bi rekel iz nule nekako postavil, pa se mi zdi, da je pa še zmer dosti down to earth, tako človek. Pa ne kupuje Twitterja, tako kot Elon Musk, ne? Nekaj sem enkrat vprašal, mislim, da tudi da če ima to najre, pa to zakaj si ne kupuje en otok, pa gre kaj leža. Je rekel, vi imate otok, pa ne, no, jaz sem to probal, pa nima smisla. Pač nekaj dela. Ja. Hudo. Zdaj, če te omejim in ti rečem, da najljubša aplikacija ne sme biti NoPrints, čeprav je, kjera bi bila še kakšna, ki jo redno uporabljaš? Curve. To pa nisem še, kaj pa je to? Ful dobro je. Notaš lahko vse možne pač kreditne kartice in potem uporabljaš zdaj, imaš svojo kartico Curve, ali pa uporabljaš kar telefon in plačuješ za 7 minut, tako kot neki Apple Wallet, pa tako naprej, recimo, ali pa Google Pay. S tem, da minut pa še določene stvari sem se navadil, recimo, če se zmotaš z napačno kartico, nekaj kupiš enostavno, imaš 14 dni časa, preneseš z ene na drugo, pa tako razne te funkcionalnosti na noter, ko so zelo dobro rešene. Top. Kaj pa kakšna knjiga, ki ti je recimo ostala v spominu ali pa bi jo mogoče predlagal našim poslušalcem? Clash of Civilizations, oziroma Spopad civilizacij, Huntington, mislim, da je bil. To sem recimo na poti, ko sem blaženo, pač ko menjaš knjige v raznih hostih, sem enkrat vzel to knjigo nekje in sem bil čist frapiran, meni je tako marsikaj oči mi je odprlo vse in je bilo pa ful zanimiv. Zdaj, ko se je začela ta Rusija-Ukrajina, je meni tako nekaj kapno, sem rekel, se mi zdi, da sem jaz pa to že tam odbral, pa je bila knjiga napisana 20 let nazaj. No, in je šel pol kolega, ki sem v tom menil s to knjižnico iskati in je najdel 5 strani noter, recimo, ki je to leta 96 napisana knjiga, že opisovala to, kar se v bistvu danes dogaja, da se bo dogajalo tam do nekje leta 2020. Wow. Zanimiv. Ja, in je zelo marsikaj ti da neke perspektive, kar se po svetu dogaja, malo neko tak pogled, zakaj do česa pridemo, kaj ne bi prišlo, tako naprej. Tako se mi zdi, da je bilo super. Super, bomo dali povezavo na spletno stran, pa na vse kanale. Ok, zdaj pa, če greva še na najpomembnejše vprašanje, in sicer mi imamo že zelo lepo število poslušalcev, bom rekel, ogromno mladih študentov, mladih podjetnikov, na drugi strani pa tudi kar nekaj izkušenih podjetnikov, pa menedžerjev, pa me zanima, kaj bo tvoj nek zaključni nauk ali pa misel ali pa nauki, ki bi jih delil z našimi poslušalci? Ta glavna stvar, eno je, ko sem že prej omenil, mogoče te odločitve, pač sprejmeš odločitve, mislim, da imajo budisti pravilo 3 vdihov, v 3 vdihih sprejmem odločitev in grem naprej. In pa stvari, zdaj, če te kaj mot, spremeni, če ne moreš spremeniti, pač to sprejmi in se ne ukvarji s tem. Se pravi, da se pač ne gleda nazaj.
tako kot smo že prej rekli. Ja, ful dober. Simon, še enkrat hvala, dragi poslušalci. Z nami je bil Simon Kolenc, finančnik, revizor, mentor, predavatelj, svetovalec, podjetnik in pa jaz bom rekel tudi eden izmed inovatorjev na področju aplikacij, ki razvija res tak zanimiv in pa celovit ekosistem. Tako da, Simon, še enkrat najlepša hvala za tvoje izkušnje, poglede na svete in pa te zaključne nauke, ki mislim, da nam bojo zelo vsem prav prišli. Hvala, Marek. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.